Medtem ko nekateri klubi za plače igralcev zapravijo več, kot so jim zmožni plačati, so se v kranjskem odbojkarskem klubu odločili za drugačno naložbo. Tole je Dule, kot so ga poimenovali, top iz Združenih držav. Marko Brumen pa je edini trener v Sloveniji, ki si pomaga s tovrstnim strojem. Ja, predvsem s tem topom dosežemo poljubno število ponovitev, lahko prilagajamo dolžino servisa, rotacijo žoge, mesto, kamor žoga udarja, tako da resnično lahko kot trener popravljam posamezne detajle pri sprejemu in tudi igri obrambi vsakega posameznika. Upravljanje je enostavno in zanj ne potrebujete orožnega lista. Le košara mora biti dovolj polna žog, nato ga samo še usmerite v želeno smer in nastavite jakosti strelka. Dule svoje delo opravi brezhibno, celo preveč zagnanje pravijo, kar dokazuje tudi obrabljeno žoge. Tukaj je nekaj karakteristik. Hitrost izstreljenih žog lahko preseže 130 km/h. Višino lahko prilagodimo do dobrih 2,80 cm, nastavitve pa omogočajo tako izstrelke žog z rotacijo, kot tudi brez nje. Gremo, pridi sem. Dobro, zdaj bomo še malo uporabili našega Duleta in sicer se mu organizira na ta način. Matej, ti boš malo zmanjšal jakost servisa, malo povečal rotacijo, če se da. Tukaj bomo postavili trojni sprejem, potem bomo imeli pa tukaj na drugi strani trojni blok, predvsem me zanima zdaj napad preko prvega tempa. Zato imamo olajšan servis, tako da bo sprejem na trepalnico. Na prave rezultate dela bo potrebno še nekoliko počakati, saj top Striglavani trenira šele dobre 3 mesece, a prvi vtisi so nedvomno dobri in fantje so ga že vzeli za svojega. Zdaj najbližje od mojih bivših soigralcev mu je bil Mitja Gasparini. Tudi pri njemu včasih nisi vedel, kam bo žoga šla, tudi kdaj si je v glavo dubil, tako da je šla tudi vrh tribun, tudi Dule kdaj zapodi visoko. Tako da sta si zelo podobna, Mitja Gasparini in Dule. To je dobra primerjava. Zdi se, da je pripomoček neprecenljiv in vsekakor dobrodošla pomoč mlademu kranjskemu moštvu, zato bi se zanj znali zanimati tudi ostali klubi. S prevozom in njihovo proizvodnjo je vse skupaj trajalo dobre 3 tedne. Stroj pa je prišel malo manj kot 5000 evrov, skupaj s carinskimi stroški, prevozom in njihovo osnovno ceno. Dule vsekakor ostaja v Kranju. Morda pa se bo tudi ob njegovi pomoči v širši odbojkarski svet uspelo prebiti še kateremu izmed igralcev Triglava. Mladi reprezentant Jan Planinc je že eden takih, ki bi lahko šel po stopinjah Jakopina in Vidiča, ki sta letos v dresu blejskega ACH-ja že blestela v Ligi prvakov.